Živijo, oziroma dobro jutro. Kanal v naravo tle, Peter Luka in 4. dan potepanja po Bosni. Danes smo prespali tlele v okolici, oziroma pri izviru Bune in normalno gremo najprej izvir Bune pogledati, pa tamle gore je neka Trnava, ki je le gor skočiva. Pol se skozi Mostar zapeljemo proti Jablanici, gremo eno sotesko Bele pogledati, pa še ne vemo, kaj je. Ampak dobro bo. Bomo naprej. Ja, tako da gremo. Tole pa izvir Bune. Tale prizor se meni dostikrat te slikce pokaže kje na Instagramu ali pa na Facebooku. Verjetno ste že videli. Tukajle takoj pri izviru Bune vidite, koliko je restauracij. Res ogromen mis. In zvečer, ko smo prišli semle, je bilo še kar polno ljudi, tako da tlele mora biti res čez dan orange frker. Zdaj se ga začne pa malo drugačna pot. V okolici že sončno, tukaj pa po mojem bolj poredko posije sonce. Takole nama kaže. Ne veva čist, kam se usmeriti. Malo se loviva, kje bi bila pot. Je šla malo previsoko, ampak mislim, da se pa zdaj našla, da je tlele gor ta prava pot. Kakšen pogled je dala. Čist nad izvirom. Evo ga, to je pa ta zelena jama. Izgleda tukajle velikokrat divjad prenočuje, ki je kar precej drekov. To je to. Se pa golobe sliši. Z drugatom so ocenili, da tole dreki niso od divjadi, ampak od kakšnih kos ali pa ovc, ker tudi diši potem, oziroma smrdi. Enač, to je to. Zdaj pa pičeva tamle so še eno neko pot našla. Še ti si malo pogledala, če ne pa dol. Morava dol, pa nazaj gor proti Trnavi. Tole sicer ne veva, kam pele, ampak Luka je našel, pa greva pogledat. Tukaj izgleda ferata naprej, pa je tamle naprej kar izpostavljen, tako da pa Sava imava pa v avtu, kombi tamle dol, tako da bo šla kar nazaj pa po markirani gor. Mora biti pa lepo razgledna ferata, ker tamle sicer Luka, ki bo malo prej rekel, da so pol kar malo šave že raste, pa malo vera pot, tako da je fejst biti pripeta, ne. Ampak razgledi mora biti pa res lepi. Ampak mislim, da bo te razglede tudi malo višji videla. Prišla sva do najnih palc, sva jih prej pustila, zdaj pa še malo dol, pa sva na markirani poti.
In tole od muh. Pa je tudi najbolj sonček obsjal. Sva si pa naredila izlet iz nič. Tole se pričakovala, da bo pol urce gor, zdaj se pa že loviva sigurno dobro urco tlele. Potke ni tako, da kar nekje greva. Ko pa to, ko sem markacijo našla, pa sploh nisva na tisti poti, ki imam jaz urisano v zemljevidu. Luka je odskočil, ko bi dinozaura videl. Ampak je kar lep komad. No, midva više ne morava, ker tole. Aha, le grad tamle dole. Super. Torej, to je naslednji cilj. Tamle pa tudi nek ostank, neka ruševina, nečesa. In pol spet prideva, ne. Tle se celo vid malo sledi, da je nekdo že nekdaj tle hodil. Tukajle pa feeling, ka bi bila na morju, vse tele borovce voha, pa prav ta vročina taka. Videl sem mislila, da sva tlele skoraj edina človeka, ki sem pridel. Tukaj pa cela romarska pot. Tole je zelo mogočno. Ene dva psa sta me prišla pogledat. In da greva pa tole pogledat, ne. Celo nekdo še tle, ki je lastnik Medota. Greva pogledat. Tole je gospod Nečko, ki tlele ima še dva lepa kužija. In je prišel po svoje koze malo pogledat. Tole je pa razgled z gradu. Evo. Lepo je tlele, lepo so obnovili. Ja, zanimiv človek, nekaj. Zdaj nama je še svetoval,
Kje ne greva dol, bo šla kar po enem brezpotju, pa bomo videli, če je imel možakar prav, da se da prideti. Kaži! Nekaj se še malo za spustiti, ne? Pa lep razgled. Bo kar kele napočila. Sva pa do zdaj že 4 kače videla, ne? 5, ja, 5 kače. 4 zdaj na spusti. Ja. So hitre k... Glede na jaz, da se bojim slepca, to je pa ene 10-krat večji, sem kar pokakan. No, lepa reč, do česa so prišla. Ne moram žičnate ograje, pišu ga. Zdaj pa, veš, ali naj je tale možakar nasrl, ali kva. Bo že našla nekaj. Če žičnato ograjo, zdaj so pa eno sadovnaku. Koliko ima pa že tle višjo travo, kar pri nas je. No, neverjetno. So tudi temperature višje, ne. Najbolj mi je pa žal, ker nismo tlele 1-2 meseca kasneje, da bi bile vse te fige že zrele. Joj. Če so v žico noc splezali, so mogli na koncu tudi vrniti. Tole pa je bilo, je. Sva zbarantala še 3 takele jagode za zajtrk. Zdaj greva pa Janjo presenetiti. Glih, ko sva dol prišla, je tlele parkirnino od Janje zahteval, ampak smo se zmenili za 1 evro, tako da to radi prispevamo. Zdaj pa gremo še enkrat izver pogled. No jo, nekaj urc kasneje je pa tukajle takole. Pa verjetno čez kakšno urco bo še več. Zdajle smo si nabavili še 2 kile češenj pri gospodu. Čau! Čau! Ki je 5 let živel v Novih Jaršah. No, tukajle, to so te skabele, oziroma bijele. Ampak, če ste, jaz sem na Facebooku kakšen mesec nazaj, sem videl ene posnetke, ki so od spod zaminirali, ki so imeli kamnolom in potem se je pol hriba utrgal in to je zdaj posledica tega. Se pravi, je prav strugo zaprl, pa ne moremo naprej z avtom, gremo pogledati dokele, če se da, peš naprej. Prav neverjetno, čist gladka skala, ni čudno, da je zdrsnila.
nekje 6 km ne bi bila takale cesta. Kar precej hmal smo prišli do dela ceste, ki ni prevozen, ali pa je škoda avta, no tako. In nadaljujemo po nogah. Zelo lepo je tukaj, ampak peklensko vroče. Tam, kako ti pride pa na misel, da sem le gume pripeleš? To pa neverjetno, pa sem jih zdaj sigurno že 10 videl. Tale bo za večno tle parkiran. Zdaj smo z tele ceste zavili na pešpotko in bomo videli, če se da temu slediti. Kar divje tle razgleda. Zanimivo. Sred hoste. Tam je tudi en Aurangzeb. No, zdaj smo se preselili pa nad Sotesko in se spet sliši vodo. Če rabi kdo škorna, jih lahko tudi oboje. Viš, je kar mal scary. Je pa prav hladno je tle noter ratale. Voda je tudi mrzla, si lahko predstavljate. Tu je prav noro, ej. To je prav jama. Posnetki ne bo glih bohe kva, ampak ni dosti svetlobe.
Danes ne bolj selfie z vrha, ampak selfie, ko vam pridemo. Ko smo vam prišli. Še polni vtisov in kaj tazga v Sloveniji ni. Mogoče med sotesko Gačnik, da smo nekaj tazga doživeli, ampak kaj nima zastopa. Res je tole. Pa pejte, kaj je to podano. Zdaj pa še tale sonce. Ampak prav vedno jih prehiter zmanjka. Zdaj, ko smo prišli ven z gozda, nam je pa tudi že nazaj vroče ratalo. So se tudi noge že segrele. Danes smo pa dan kačej, pa kuščarjev pa. Tale pa mislim, da je prva strupena, ki smo jo danes videli. Tiho žitje. To je to. Do zdaj najboljša krompiruša. Skoraj smo se stepali. Tukaj smo pa do zdaj najboljšo krompirušo jedli v Bosni. Verjetno na res domačo. In to je težko. v Jablanici je drugače to. Takole, zaključujemo naš tretji dan potepanja po Bosni, sicer ne tam, kjer smo bili tretji dan, ampak malo kasneje, nima veze. Zbudili smo se en tak super jutro na izviru Bune, tako da takoj za začetek je super izvir Bune iti pogledat, ko ni ljudi. To sigurno, ker kmalu tam 10-11 se že začnejo tam procesije in vam to priporočam. Pa sva z Lukatom skočila na grad, kar lepa dogodivščina, ne? Ja. Mislila sva, da bo gore ene pol urce, pa sva se pol lovila. Mislim, da skoraj 2 urci dogodili, Ja. se pa pol nekaj tazga. Za dol podobna dogodivščina. Mogoče še za omeniti, tam je mislim, da ferata za gor, oziroma ne veva, kje se zaključi. En del sva sicer jo videla, jo probala, ampak zaradi varnosti se vrnila, ker nisva imela potrebščin, je pa tam tudi plezališče, po ocenah kar težko. To je to. Ja, dol kač so kar nekaj videla, česar je bil Luka neznansko vesel, ste videli. To, potem, ko smo že šli? Pol pa izvor, Soteska Bela? Bele, Mostarske Bele.
Že sam ta podor bom dal pod video, probo link najdete, kako se je ta podor naredil tam v Mostarski Bijeli, smo ga posnela, ne. Kamnolomu. Ja, drugače pa to pa fantastično. Fantastična soteska, res. Mislim, če imate radi take stvari, morate to pogledati. Je tako, če se vrnem na to miniranje, v živo je to meni nekaj neverjetnega. Videti ta kos hriba, skal, ki se pade dol, je pač res veliko. Ja, pa je, da so bili štirje avti so bili, ki so šli sotesko gledati in da je val odplaknil v vodo. Pa je, da je bil cunami, da je bil ta model, ki smo se z njim pogovarjali, rekel, da je bil 12 metrov visok. Ja, verjetno ne, ampak res to so ogromne količine peska oziroma skal. Tako da imajo pa je za 3 leta dela, da bodo to sanirali. Je pa od tega kamnoloma cirka 6-7 km take poti. Nezahtevne poti. Čist nezahtevna. Tudi pot, sicer za avto smo ugotovili, da je res malo preozka. Ampak za pešce pa, Ja. pot pod noge pa akcija. Vsi Slovenci radi hodimo. Ja. Nagrada na koncu je pa Uf. neverjetna. Ja. Ampak čist do konca morate iti, da nam Ja. ste pozabili kaj Janja, ki je hotela obrniti prvo. Ja. Pa če imate 39 številko noge, so tam škorni 39. To je to. Hvala, da ste ostali z nami do konca. Imejte lep dan še naprej pa. Čau! Pa, čau!